prišli na ta naš dogodek. 705 dni je danes, od tega, ko je drama razseljena. Bilo bi nujno, da ta projekt premakne. Trenutno dela v drami stojijo, hiša je zaprta, ne dogaja se nič. Dala vam bom danes dokument o tem, na kakšen način bi bilo treba dramo prenoviti. Ljubkovalno imenujemo ta dokument ABC drama. ABC je zato, ker vam dajemo številke oziroma našo analizo, ker drama je izvajalec projekta prenove drame, ministrstvo je financer. Mi kot izvajalec smo dolžni dati tudi oceno, kaj je najboljši način obnove drame. In tlele vam podajamo zdaj številke. A opcija pomeni nadaljevati ta projekt, ki ga delamo že leta, že več kot desetletje je od razpisa. B projekt je obnova v danih gabaritih. C je iskanje nove lokacije. Zdaj je čas, da ta projekt zaključimo. Seveda so bile ves čas razne ABC ideje. Nikoli ni bilo denarja za to, da bi delali večje rešitve, kot so menjave oken, menjave streh, ker se je v vseh 30 letih reklo, čakajte, to bo enkrat kompletna obnova. Naše stališče je bilo, da mora drama kot eno od kulturnih ustanovitvenih osnov našega naroda, naše samostojne države, da mora ostati kot nekaj zelo pomembnega. Zato je treba akcijo začeti zdaj. Tu smo, ne? Zdaj na tej strani, tole hoče biti kratko, itak vse piše v naši programski knjižici, ne? In skozi med in po čereh naslednje sezone vas bova peljala dramaturginja Nika Šoštarič, in veliko je bo, da vam je jasno. Zelo perspektiven, mlad igralec, Marko Mandić. Da, v glavnem tole bo nič spektakularnega, razen te množice, ne, ki se je danes zbrala tu. Pa scenografije. Iz leta 1908. Ja, 1911, takrat je bila zgrajena, 1908 so pa začeli graditi oktobra in manj kot 10 mesecev pred tem, 22. decembra 1907, so ljubljanski Nemci ustanovili odbor za gradnjo te hiše. Torej, rabili so za dobiti gradbeno dovoljenje in vso dokumentacijo po načrtih Aleksandra Grafa manj kot 10 mesecev. Leta 1907. Ok, to je to. Tu smo torej. Ja, kaj bo tukaj? Na tem šodru, kjer bo danes ob 19:30 eden od junakov rekel, od tega trenutka je naš narod v dveh taborih. Pravzaprav pa politična klika, razklana na dvoje, na troje in še na več delov, in ob prvi priliki se bojo zlizale oziroma zlizali ti dečki zaradi višjih interesov pa kapitalčka. In v igri za narodov blagor, dragi žurnalisti, novinarji, opozarjajoč na anomalije, se tem žurnalistom, novinarjem tam, ampak tudi danes ne piše vedno najboljše. Pa ne obupati, ne odnehati, čeprav so orodja marsikdaj topa, vsaj zdijo se topa, ne obupati pa zato, ker je treba ohraniti javne inštitucije in neodvisno novinarstvo. Ne? Yes. Dejstva so dejstva, resnica je resnica, ampak ne vedno. Zdaj imamo številke. Zdaj imamo pa številke. Je pa tole 100-odstotna resnica. Kaj mora povedati? Dobro, točno. Ja, hvala lepa. Ivana Džilas nam je povedala, da je publika na drugi strani. To je pa scenografija, torej ena izmed. Torej, midva imava zdaj številke. Nekaj od tega je Ivana že omenila, ampak nikoli ni narobe povedati dvakrat. Torej, to 100-odstotno drži. Se pravi, v 705 dnevih drame v eksilu
je bilo 477 predstav v drami z 81.389 obiskovalci. 43 gostovanj drame v Sloveniji, Italiji, Bosni, Madžarski, Srbiji, Avstriji in na Hrvaškem z 9511 obiskovalci. 11 gostujočih predstav. 18 gostujočih. 18 gostujočih predstav v drami Slovenije, Madžarske, Bosne in Luksemburga. S 3589 obiskovalci. In bilo je izvedenih 178 drugih javnih dogodkov, kot so ogledi zaodrja, gledališke delavnice, novinarske konference, pogovori, slogi in drama, ars in drama, srečanja ravnateljice z učitelji. 3 pike itd. S 6469 obiskovalci in zdaj suma sumarom. Ja, v Sumarum, ja. 705 dneh drame v eksilu. Ampak upoštevajte, da majevski podatki niso še čist zaključeni, prvi štuk dela na tem. Smo torej izvedli 716 dogodkov z 100.955 obiskovalci. Ok. Zdaj še en zanimiv podatek tukaj, ne? In sicer število... Aha, se pravi, imeli smo 16 primer, torej v teh 2 sezonah. Ja. In imeli smo torej 1426 vaj, obnovitvenih in pa tudi za nove študije. Ja, in na 75. dan eksila v drami sta med vajami za otroke sonca na soncu na betonskih stopnicah sedela Silva Čušin in Janez Škof, skupaj, oba sta nastopala v tisti predstavi in sta rekla, lej, ko pridemo pa nazaj v to našo dramo, lahko greva pa v penzijo. Prognoze takrat so bile boljše, ne samo vremenske. Optimistične. Nekako je bilo zaračunati, da bomo že mogoče v tej naslednji sezoni, ki jo zdaj napovedujemo, zagotovo pa skoraj že uni potem prišli nazaj v to staro damo dramo, ki bi postala neka nova pošast, ne? Ampak vse več nas je teh penzičev, ki imamo občutek, da bomo šli prej v penzijo, preden se bomo vrnili sem. Ni treba dvigati roke. Tako, ker, lejte, to začetek prenove je bilo... Je bilo že predvčerajšnjim že prepozno za to in ker je jutrišnja sodobnost že današnja klasika, zato je treba akcijo začeti zdaj. In prej smo bili na drugi lokaciji zbora za publiko. Ja, in tam nas je torej že nagovorila ravnateljica Ivana Džilas, ki v bistvu nisem vodja gradbišča, ampak kot hobi se ukvarja tudi z umetniškim snovanjem in pa koordiniranjem SNG Drama Ljubljana. Zato jo prosiva zdaj za besedo, ki se bo osredotočila na naslednjo sezono. Hvala, mladi igralec in mlada dramaturginja. Kot vidite, zelo je veliko ljudi, ki ustvarjamo v drami in smo od nje odvisni. In nismo ustvarjalci predstav samo tisti, ki smo zaposleni v drami ali pa začasno zaposleni v drami, ampak tudi vsi naši sodelavci, danes prisotni in tisti, ki so na vajah in niso mogli jih zapustiti in danes jih ni in jih bojo zastopali pač deli njihove ekipe. Vsak projekt v dramo pripelje približno najmanj 30, pa ne več. Avtorjev, ki ustvarjajo skupaj z nami. Vsako leto to nanese zelo, zelo veliko ljudi. Ko na hitro jih zberemo, pa ko ne morejo vsi priti, vidite, da je to že kar velika množica. In radi bi v resnici pokazali, koliko je nas, ker nam drama ni samo služba, ampak je to naše življenje in koliko nas bo ustvarjalo in bomo to seveda naredili na najboljši možen način, edino kako znamo in edino, v kar verjamemo, ne glede na okoliščine, v katerih se nahajamo. In povem vam, da delati v začasnih prostorih
in se zaveda, da to več ni začasno in da bo trajalo še zelo dolgo. In če računate, da je 3 leta idealna sanjska časovnica od momenta, ko začnemo zidati, do momenta, ko se preselimo. In to je, brez da zrušimo katero od teh stavb, ali da najdemo katerega od Rimljanov spodaj pod nami, ali pa da nam se zgodijo kakšne nepredvidljive vode podzemne. Se pravi, 3 leta je minimum, ki bi ga potrebovali, če bi jutri začeli zidati. In mi sploh nismo blizu gradbenega dovoljenja. V tej državi za gradbeno dovoljenje je dovoljen zakonski rok do 200 dni. Račune za izdajo gradbenega dovoljenja. Se pravi, računajte, da če bi jutri vložili za gradbeno dovoljenje, bi ostali 4 sezone in mi še nismo tam. Računamo in zdaj smo se sprijaznili in poimenovali smo to obdobje drama o eksilu. Traja že 2 leti in sprijaznili smo se, da bo verjetno trajala še vsaj 5 let, če bomo imeli srečo. V 2 letih je nastalo 16 predstav, v naslednjih 5 letih drama o eksilu bo nastalo, če od oka rečemo krat 10, računajte še 50 predstav, bomo mi, in zdaj računajte one vaje, ki so vam prej rekli, koliko jih je, koliko enih vaj in koliko enega življenja bomo pustili v Litostroju, na Litostrojski 56, v prostori, ki so 2000 kvadratnih metrov manjši, kot smo jih imeli v tej drami, ki se nam je zdela mehna, no zdaj se nam zdi že zelo velika. Ti projekti, ki jih bomo ustvarjali, to je stvar paradoksov in umetnosti, obljubimo vam, da bojo vrhunski, da bomo dali vse in čez sebe. Vsi ustvarjalci, ki pridejo z velikimi pričakovanji, velikimi idejami in velikim vložkom k nam. In z veseljem vam napovedujem sezono, ki jo je zastavila Vesna Jurca Tadl, prejšnja ravnateljica. Ponovila bom še enkrat čarobno besedo, ki se ji reče kontinuiteta. Ne začne se svet z začetkom enega ravnatelja ali ravnateljice, ene vlade ali upravljavca države. Svet se nadaljuje. In naša sezona je samo ena od sezon drame naslednja. Vesna Jurca je zastavila odličen program z odličnimi avtorji. Mi bomo nekaj malih intervencij smo imeli, to je glede na okoliščine, v katerih se nahajamo, na čas, ki se je spreminjal. Več o projektih vam bojo na kratko povedali zdaj sami ustvarjalci. Jaz vam pa napovedujem 5 predstav na velikem odru in v resnici, če štejemo še AGRFT predstavo, 6 predstav na malem odru. To bo izziv za našo naslednjo sezono. Napovedujem vam tudi to, da se bomo aktivno začeli ukvarjati z nečim, kar zdaj trenutno ljubkovalno kličemo v iskanju boljšega imena drama naslednja generacija. Se pravi, kaj nova generacija igralcev, režiserjev in dramaturgovnika prinaša sabo nam, ki moramo se reurbanizirati in stopiti v korak s časom. Tako da, ja, pa še to vam povem. Nekako, kot vidite, najljubša beseda, trenutno naša in ona, ki nas najbolj mori in nas definira, je negotovost. Negotovost v družbi, negotovost v svetu, negotovost ekološka in tega sonca in dežja, negotovost tega, koliko publike bo prišlo danes večer in ali bo padali ali ne, negotovost, kako se bojo odločali ljudje, ki pridejo in bojo imeli moč tudi nad nami in našimi življenji. In v tem duhu negotovosti začenjamo to naslednjo sezono, ker mi smo namreč zdaj začeli. Mi trenutno delamo že 5. projekt, bomo kmalu začeli, ki bojo v naslednji sezoni. Tako da v tem duhu negotovosti, ki je absolutno frustrirajoča in za umetnost tudi, moramo priznati, malo, če smo iskreni, inspirativna. Nadaljujemo to tiskovko in napovedujemo to sezono. Pa super, pol pa je to že una štartna točka za to, da začnemo predstavljati čolne projektov, ki bodo v naslednji sezoni plavali. Zdaj so nekako parkirani tukaj na tem pristanišču, pol bojo pa tam na uni izmeščeni lokaciji oziroma v drami v eksilu delovali. Prva posadka je v bistvu posadka
uprizoritve Iranska konferenca. Besedilo je napisal Ivan Viripajev, premiera bo, že vemo, zato kar lahko razglasimo 19. septembra. Režiserka pa je Nina Rajč-Kranjac. Ja, hvala. Kot je povedal Marko, smo začeli sezono z študiranjem ruskega avtorja, ki se je odrekel svojega državljanstva zaradi avtokracije Putina in je tudi v egzilu, bi lahko rekli, na Poljskem. Avtor je razvpit, lahko ga imenujemo absolutno sodoben avtor, tudi ta tekst je sodoben, vendar je sam po sebi nastal leta 2017. In zanimivo je, da se konkretno z ameriškim vodjem, ki ga omenja in tako naprej, nek scenarij, nek svet razpada gotovo ponavlja, sicer pa je se generalno politična situacija še bolj zaostrila. Tema, ki bi jo nekako mogoče poudarila, je absolutno zahodni eskapizem, neka slepa pega Zahoda. Naslov je popolnoma zavajajoč, zelo malo se govori o Iranu in zelo veliko o nas, kako ta Iran beremo. Dajmo reči, da je ta Iran v bistvu neke vrste geslo ali pa šifra, če hočete. In mislim, da smo začeli, kaj zvem, Marko, dokaj strastno. Kam pelje ta čoln brez vesel, brez človeka, zgleda, da tone, ampak jaz bi se navezala mogoče tukaj na Ivanino besedo uvodno, torej negotovost. Veste, tukaj sem se usedla pred to konferenco, oziroma, kako se reče že temu? Zbor za dramo. In sem gotovila, da je tukaj en uporabljen zobotrebec. To se mi zdi, da v dvorišču enega slovenskega narodnega gledališča je praktično škandalozno in da je slovenska kultura tretirana kot ta zobotrebec. No, v tem smislu v bistvu bi jaz svojo predstavitev zaključila. Vabljeni na predstavo, absolutno se strinjam, dali bomo vse od sebe in predam besedo naslednji kolegici. Druga premiera, ki so prav tako začeli že z vami, in sicer Bettina Wilpert je napisala torej besedilo Nam se to ne more zgoditi in režiserka Eva Nina Lampič, ki pa je... Tukaj. Prosti, imaš mikrofon. Hvala. Več o projektu si lahko preberete v programski knjižci, jaz sem pa za danes pripravila naslednje. Ustvarjanje v času negotovosti pomeni biti v nenehni pripravljenosti. Pomeni ogromno natančnih priprav, hkrati pa konstantna improvizacija. Ker lahko da bo šlo vse po predvidenem planu, lahko pa da ne bo šlo nič po predvidenem planu. Torej, prostora za počitek ni. Ohraniti je treba gibkost v kolenih, ker nikoli ne veš, kje bo prostor za tvoj naslednji korak. Ravnotežja zgubiti pa ne smeš. Zato več drame na odru, manj pa okol. Hvala. Hvala, Nina, Eva. Sledimo vrstnemu redu, kako bojo predstave oziroma uprizoritve imele svoje premiere. Zato napovedujemo naslednjega, ki bo govoril o predstavi o letoviški trilogiji, narejeni po besedilu Karla Goldonija. Režiser bo Diego de Brea. Hvala. Ja, jaz bi predvsem nekaj povedal o tej negotovosti, da se mi zdi, da mogoče smo v tem svetu zamenjali te pojme, kaj pravzaprav je varnost in da ta negotovost ni vedno samo grožnja, ampak da je lahko tudi en vrhunski izziv za stvari. Sej šele tam, kjer pravzaprav se znajdemo pred to lastno svobodo in to negotovostjo,
se odpirajo tiste stvari, ki jih imamo najglobje, ki so najmanj izrečene, in tam se mogoče neka kreacija šele dogaja, ne vezano seveda na dramo, kar se mi zdi seveda sramotno, hkrati imam pa občutek, da pravzaprav gledališče ni dovolj, da smo samo opazovalci tega življenja, ampak da ga probamo nekako tudi preoblikovati. Da bi pa preoblikovali to situacijo, moramo pa ne iz svojega lastnega konformizma, ampak stopiti aktivno v te stvari. Tu je zelo simpatično danes, ampak bom rekel, neka platforma enega reflektiranja sodobnega sveta, ene krize identitete, ene otujenosti, vzpostavitev nekega, bom rekel, ponovnega dialoga, ki nam tako zelo manjka med ljudmi. In bi rekel, vsi smo neke vrste dezorientirali begunci. Naša naloga je, da seveda znotraj tega nismo samo opazovalci, ampak da pravzaprav iščemo neke drobne smisle, ker ko je smisel, kakršenkoli že je, jaz te politike aktivno to politiko zelo težko najbrž spreminjam, razen če se bom aktivno v to vključeval. Naloga je bolj, da gledališče seveda postane nek prostor soočenja, neke refleksije, in da smo mi tu, da na nek način pomagamo ta duh, bi rekel, da postane ali pa da je del nekega kritičnega razmišljanja. Mislim, da v našem konformizmu smo raje, bom rekel, ne sprejemamo teh odgovornosti. To komedija pa upam, da se bo znotraj zgodilo vse tisto, kar, bom rekel, vsa ta kritika tega, kar sem že govoril, torej konformizma, zlaganosti, naše nepripravljenosti, pravzaprav, da stopimo da sprejemamo neko odgovornost pravzaprav. In edino, kar čutim, ko prihajam sem, je ta moja odgovornost, da pravzaprav odpremo nek ta prostor soočenja in da med ljudmi pravzaprav ustvarimo prostor nekega kritičnega razmišljanja. Mislim, da je tega danes bistveno premalo. In o resnici naj se sprašujemo tudi mi, saj nismo ločeni od tega. Toliko. Se opravičujem. Nobenega, nimaš se kje opravičevati. Super, hvala. Četrta predstava, Jonas Hasen Kamiri, 100 nas je, režija Peter Petkovšek, koprodukcija Mestno gledališče Ptuj, sicer premiera prva od vseh teh naštetih že junija na Ptuju in potem kasneje novembra v Drami. Z nami je tudi Peter Srpčič, direktor Mestnega gledališča Ptuj. Zdaj pa prosim tudi Petra Petkovška, režiserja, za kakšno besedo. Ja, hvala v imenu ekipe, ki delamo predstavo 100 nas je. Mi se z negotovostjo ukvarjamo pravzaprav skozi tekst. Sam tekst se sprašuje o negotovosti in sicer raziskuje vprašanje razklanosti identitete in mnogosti in mnogoterosti sebstva. Se pravi, kaj se zgodi, ko se kar naenkrat znajdemo razklani na ogromno koščkov, na vseh možnih krajih hkrati, in ko se vsi ti deli, lokacije in možnosti med sabo srečujejo, se splajajo, se oplajajo, hkrati pa so tudi v konfliktu in skratka v nekem nenehnem gibanju. In tekst opozarja, in to bomo skušali tudi mi v predstavi narediti, na dve možni posledici tega. To sta pa neka strašna krhkost človeške identitete in pa občutek nemoči, in sicer celo mogoče paralizirajoče nemoči v smislu svojega položaja v družbi, v svetu in svoje možnosti vplivanja na karkoli, tako v svoji intimni osebni sferi, kot tudi v nekem širšem družbeno-političnem okolju. In skozi v bistvu specifično izkušnjo položaja ženske v družbi bomo v tem tekstu in v tej predstavi spodbujali k temu, da se odkrije način boja proti tej razklanosti oziroma način procesiranja, obdelovanja tega, in da se spodbuja vsako identiteto, vsakega posameznika, da najde svoj boj, s katerim se lahko potem vključi v ta širši okvir in
najde svoj položaj v družbi, v svetu in s tem tudi svoj smisel. Pa lepo vabljeni. Hvala. No in če nas je po tej logiki torej v enem samem, v eni sami 100 ali pa še več, nas je tu danes veliko več, toliko, kolikor nas vidite, ne? Pomnožimo krat 100. Diego je omenil besedo soočenje in pa spreminjanje. Definitivno sta to tudi besedi naslednje premiere, ki je prav tako koprodukcija in sicer s Prešernovim gledališčem Kranj. Besedilo Maje Zade, Changes, režira ga Jan Krmelj, ker pa se on trenutno druži v Berlinu tudi z Majo Zade, bo namesto njega o tej predstavi spregovoril Rok Bozovičar, direktor Prešernovega gledališča. Hvala, Marko. Ja, v bistvu naša predstava bo v prihodnji sezoni združila dve sezoni, dve zaključeni celoti. Ena se ukvarja z negotovostjo, naša pa v bistvu z nekakšnim odgovorom na to negotovost in smo jo poimenovali Poti bližine. Mislim, da je tudi koprodukcija eden od načinov, kako lahko stopimo skupaj, smo vsi blizu. In veseli me, da se nas je danes toliko zbralo na tem zboru. Predstava v režiji Jana Krmelja bo združila 4 člane iz vsakega ansambla in bo lepa priložnost za nova povezovanja, ki bodo v bistvu po dolgem času spet obujena. Za samo vsebino pa vabim Diano, ki bo dramaturginja pri predstavi, da nam pove nekaj o tem. No, sej, kot je bilo že rečeno, o vsebinah teh projektov boste lahko več izveste iz programske knjižice. Tle bi sam dodala, ne vem, da se strinjam, da je negotovost lahko produktivna, ker izziva v nas neke nove vzgibe, ampak dostikrat je tudi zelo obremenjujoča. V tem primeru mislim, kar se tiče negotovosti drame, da je tako rekoč skoraj samo obremenjujoča. In nekaj podobnega velja tudi za ta tekst Changes Maje Zade, izrazito sodoben tekst, ki govori o nekem sodobnem paru učitelja in političarke, ki se navkljub svoji dobronamernosti soočata s strahotnimi negotovostmi lastnega položaja in predvsem negotovostmi ljudi in skupnosti, v katerih se srečujeta. Zdaj v tej združitvi s Prešernovim gledališčem Kranj bo ta par multipliciran in se bodo zgodile še neke nove stvari, ampak skratka govorijo o nekih zelo sodobnih temah, to je poglavitna stvar tukaj. Hvala. Šesta predstava Moj svet izginja počasi, dramatičarke Olge Dimitrijevič bo režirala Bojana Lazič, ki je danes odsotna, tako da za par besed vabim dramaturginjo Evo Kraševec. V projektu Moj svet izginja počasi Olge Dimitrijevič bomo izpostavili dve dominantni temi. Spomin in minljivost. Igra pač še posebej problematizira spomin na Jugoslavijo, ideje napredka, gradnje, skupnosti, predvsem tudi in zlasti pomena antifašističnega boja. Ta širši kontekst nam omogoča, da govorimo o dejstvu, da danes spomin na antifašistične boje po vsem svetu zatirajo neoliberalne kapitalistične tržne in vojne politike, ki povzročajo vzpon neonacionalističnih obratov v globalni in lokalni politiki. Prevlada teh patriarhalnih ideologij postavlja pod vprašanj ženski boj in vse manjšinske boje iz naše nedavne preteklosti, ki so pač zaradi glavnih tokovov zgodovinskih pripovedi pogosto potisnjeni na stranski tir. Prav zato Moj svet izginja počasi vidimo najprej kot utopično projekcijo želje po prepričanju, da sta bila AFŽ in sama Jugoslavija projekta, ki sta obljubljala pravičnejšo in boljšo prihodnost, a žal nismo doživeli prihodnost enakosti, suverenosti, pristnosti in praznovanja svoboščin.
In mislim, da je tako posredno kot neposredno zelo aktualna, tako s to negotovostjo, ki jo zdaj v bistvu tematiziramo, kot sicer izginjanjem socialne države in pravic, ki smo jim priča na dnevni politični bazi. Hvala, Eva. Po mojemu svetu, ki izginja počasi, sledi SVN, napisan po motivih filma RMN. Dramatik je Milan Ramšak Markovič, režiser pa Sebastian Horvat, ki ga prosim za besedo, sem pa slep in ga ne vidim. Aha, tam. Dober dan, hvala. Torej, koncept se glede na aktualno politično situacijo spreminja. Hvala. 8. predstava, Evžen Ionesco, Stoli, režiserja Luka Marcin in pa Bojan Emeršič. Zdaj torej vabim Bojana Emeršiča, sorežiserja, za kakšno besedo. Torej, predstava, ja, da mi vem. Ni nobene razlike, ne? Lahko sedem nazaj, verjetno. Ti sem se ponudil, ampak glej. Skratka, predstava izhaja iz enega zelo emocionalnega trenutka, torej izhodišče te predstave je zelo emocionalen trenutek, ki se dogaja v nekem post-apokaliptičnem trenutku, v nekem futurizmu, v neki prihodnosti, kjer je svet v bistvu že razpadel, ne da razpada, že razpadel. In v tem trenutku, ta trenutek je pravzaprav sončni zahod. Zadnji sončni zahod, najlepši sončni zahod, ki ga doživita starec in starka, stara 95 let, ki sta si usojena skozi celo življenje, da živita en zraven drugega, in v katerem se znajdeta Vladimir in Estragon, izčakajoč Godoja, ki mogoče sta to njegovi zadnji 2 uri čakanja na smisel, in v katerem se znajdeta Bojan in Grega, ki sta tudi preživela en lep kos življenja skupaj prav tako kot starec in starka. Zelo povezano, zelo emocionalno in zelo intenzivno. Upam, Ionesco je napisal, da je ta predstava komedija, in glede na to, da sva to Grega in jaz, ni rečeno, da ne bo. Bo pa, če že, upam, da vsaj takole ena taka nostalgična, mogoče celo žalostna komedija. Ja, tako, verjetno bo tako izhajalo iz takih. V bistvu ta predstava bo govorila o minevanju, o iskanju smisla, o tem, kaj si v bistvu človek v zadnjih 2 urah sploh zaželi povedati človeštvu, sebi, ne. Najverjetneje kar sebi, ne glede na to, da pokličeta cel svet, da bi jo poslušali. To je v bistvu izhodišče, to je v bistvu tema, kam bomo mi to predstavo zapeljali, pa boste prišli pogledati. Jaz upam, da boste pričakovali čim manj, da boste lahko domov odnesli čim več. Bravo, hvala. Naslednjo premiero, ki jo napovedujemo, je Češnjev vrt po besedilu Antona Pavloviča Čehova, režirala pa bo Nina Šorak, ki jo prav tako iščem, da ji predam mikrofon. Seveda. Ja, Češnjev vrt je naslednja premiera, negotovost kot rdeča nit tega zbora je vpeta tudi v Češnjev vrt, ker najbrž poznate zgodbo, veste, da je Češnjev vrt v negotovi poziciji, a bo ali ne bo ostal. Nekako berem Češnjev vrt skozi perspektivo Evrope, zdi se mi, da se ujemamo tu, kako nas v bistvu konformizem in neodločnost postavlja na malo rizično pozicijo in ja, imam občutek, da je treba kaj narediti, če hočemo kaj spremeniti, tako da vabljeni na Češnjev vrt. V bistvu še imava zdaj 2 predstavi za napoved, ampak pred tem, ker to je takšno križanje že naslednje sezone, in sicer v Dramo prihaja oziroma soustvarjamo en nov program, ki smo reče Naslednja generacija, oziroma kar je že Ivana prej rekla, to še mogoče se da spremeniti, bomo še videli glede naslova. Ja, in kot nekakšno nadaljevanje čakajoč Supermana. To je v bistvu nek poudarek na naslednjih generacijah,
Želimo torej ustvariti prostor za prve projekte študentov AGRFT-ja, za projekte mladih profesionalcev, za odpiranje nekih generacijskih tem in predvsem tudi za sodobno slovensko dramatiko in za vse te neke dialoge in teme, ki so velikokrat prezrte, pozabljene in ravno tem zadevam torej želimo dati v programu Naslednja generacija čim več prostora. Ja, in čeprav je že zelo uveljavljen režiser, ampak zaradi teme ga uvrščamo v ta, križamo v tem programu Naslednja generacija. To je Juš Zidar, ki bo režiral kabaret o prekarijatu z naslovom Sizif po besedilih Maše Pelko in mu predajam besedo. Hvala. Ja, jaz v bistvu ta naslov programskega sklopa je prišel naknadno, ampak mislim, da zelo dobro sovpada s temo projekta, ki naslavlja problem generacije in sicer naše generacije, generacije prekarijata, ne samo umetnikov prekarcev, ampak prekarijata tudi kot neke oblike zaposlitve, ki danes prevladuje, onkraj v bistvu pogodb za nedoločen čas, socialnih pravic in tako dalje, v bistvu prekarijat kot nova normalnost, prekarijat, ki sam po sebi pomeni tudi negotovost, ekonomsko negotovost, socialno negotovost, bivanjsko negotovost. Tako da mislim, da prekarni kabaret, recimo temu, ki izvira iz zgodb naše generacije umetnikov, kot tudi naše generacije samozaposlenih ali pa prekarnih delavcev, piše Maša Pelko v bistvu iz zgodb enega konkretno, zelo enega stanovanja, kjer se zbirajo oziroma stekajo vsi, ki si na nek način ne morejo privoščiti in zgraditi lastne eksistence, ki živijo v permanentni negotovosti, ki je postala nova normalnost. Se pravi, neke generacije, ki si nikoli za časa svojega življenja ne bo mogla s svojim delom kupiti stanovanja, ki si s svojimi honorarji ne more v bistvu privoščiti najemnine in ki velik del svojih honorarjev potroši za to, da si priskrbi minimalno bivanjsko možnost. Tako da Sizif na nek način, ki je delovni naslov, mogoče najdemo novega, je metafora tega neskončnega iskanja neke stabilnosti, ki verjetno nikoli več ne pride. In pa še potem 11. Se pravi po romanu Veronika Simoniti, Ivana pred morjem, a režiserka Lucija Trobec, to je pa koprodukcija z AGRFT-jem, magistrski projekt. Lucije? Ja, Ivana pred morjem, naša predstava, predstavlja v bistvu moje prvo samostojno sodelovanje z dramo. In na tem mestu bi se v bistvu rada zahvalila vsem členom organizacije in tehnične službe, ker je v bistvu tik preden bi mi mogli začeti z vajami, kazalko, da v bistvu za nas prostora ni. Po ne vem kolikih klicih, sestankih, predstavljam si ogromnega stresa, organizacije in tako dalje, se je nek prostor za nas našel. Ne zdaj idealen prostor za gledališko ustvarjanje, ampak nek prostor vendarle. Tako da v bistvu hvala in pa manifestiram in želim si, da drama čim prej dobi prostore, ki bojo v bistvu za vse člene, ki ustvarjajo predstavo, lahko ustvarjalni, da v bistvu tudi osebe, ki so nam zdaj pomagale iskati prostor, bojo v prihodnje lahko bile druge vrste support, kot samo ta panično iščemo, kje sploh lahko ste. Hvala. Torej ne samo Ivana pred morjem, drama pred dramo oziroma Ivana pred dramo, ampak torej imamo tudi ustaljene že neke dejavnosti, programe, če je ta, ne, nismo še tam, meni možgan ne dela, oprosti. V sklopu torej Naslednje generacije. Oprosti, ja. Imamo še v bistvu en program, ki se začne jeseni in sicer prvi dogodki, pogovori o igri. Nina Ivanišin. Hvala lepa. Torej, naslednja sezona bo ena pilotna sezona epizod iz serije Pogovori o igri oziroma trenutno naslov je Masterclass. Mišljeno je, da se igralci pogovarjajo z igralci o igri. To bi bili strokovni pogovori, ki bi se zgodili na organiziranih
gledaliških dogodkih večernih. Namenjeni so strokovni zainteresirani javnosti, seveda ste pa vljudno vabljeni absolutno vsi, ki vas to količkaj zanima, vsekakor se pa nadejamo, da bo čim večji obisk študentov, mladih igralcev, režiserjev in tako. Sem še to, da je ta ideja in prva izvedba že bila, in sicer pod umetniškim vodstvom Igorja Samoborja smo imeli eno varianto, pa mislim, da bi jo morali malo dopolniti in tako mi je trenutno aktualno umetniško vodstvo prisluhnilo in nam dalo še eno možnost. In upam, da bo to ta en poskus, no, ki bo mogoče naslednje leto bojo 3 in če se obnese, če bomo za, da ima to smisel, bomo nadaljevali in videli, kaj v bistvu sploh je igra, mislim, odkrivanje teh zastorov, pa jaz še sama mislim, da po moje se v slovenskem prostoru skozi stoletje, recimo, izoblikovala en poseben igralski izraz in to bi zasledovala tekom teh večerov. Vljudno vabljeni, hvala lepa. Hvala. Čak, zdaj pa je, torej meni zaradi sonca in vsega možgan ne dela več dobro, ampak kam pluje ta naš čoln brez vesel? Tja, ne? Ustaljenim programom, kar je seveda dejavnost izdajanja gledaliških listov ob vsaki novi uprizoritvi in pa Dramina zvočna knjižnica, katere avtorica koncepta je naša draga gledališka lektorica Tatjana Stanič in tudi avtorica izbora besedil. Torej ta dejavnost, Tatjana je prestrašena, dejavnost, ki poteka in je na spletu, so dostopni bivši posnetki in to se bo tudi še v prihodnosti nadaljevalo. Imamo pa potem še... Nadaljujemo tudi z gledališko pedagogiko. Špela? Aha. Ja, znotraj vse te negotovosti, drama naj bo za vse. In s podpornimi programi, z vsebinami gledališke vzgoje gradimo nove poti v dramo. Za mlade avtorje, mlade dramatičarke in dramatike razpisujemo natečaj Najst in njihove poglede in razmišljanja o resnici, o različnih resnicah mogoče celo, bomo v sodelovanju s študenti AGRFT predstavili na odru male drame v obliki bralnih uprizoritev. Z dijakinjami, z dijaki, ki jih zanima gledališče v najširšem kontekstu, bomo v klubu Hamlet pogovarjali in razmišljali pravzaprav skozi gledališče o tem, v kakšnem svetu živimo, kje je tukaj naše mesto. Drama pa bo dialog z mlado publiko nadaljevala tudi v pogovorih oziroma o pogovorih v sklopu abonmaja Najst. Veliko razmišljamo o tistih, ki so jim poti v dramo na tak ali pa drugačen način onemogočene ali pa pač težje dostopne. Zato bomo v prihajajoči sezoni na oder med drugim ob ustvarjalce večkrat postavili tudi tolmače za znakovni jezik za gluhe in naglušne. Predstave bomo redno opremljali tudi z nadnapisi v slovenskem in angleškem jeziku. Tujci, ki so v Sloveniji našli svoj dom, pa slovenščina ni njihov materni jezik, težko vstopajo v slovensko gledališče. Zato jim bomo poleg predstav z angleškimi nadnapisi ponudili tudi program Pot v dramo, ki vključuje gledališke delavnice, pogovore po predstavah, pogovore pred predstavami, priprave na ogled predstave in podobno. Ja, in s tem odpiramo na široko vrata v gledališki dvorani drame za vse, s programom Za odrom pa odpiramo tudi vrata v gledališko zaodarje. In pogled v ta aparat, v to veliko timsko delo, v sodelovanje, ki se mora zgoditi pravzaprav nikomur na očeh, zato da sploh lahko gledamo, da naredimo dobro gledališko predstavo. Tako da ja, drama je za vse. Hvala. In seveda
abonmaji, ne, upisujemo že abonmaje, podrobno je upisano, koliko jih imamo, katere imamo v tej programski knjižici in seveda v posebni brošuri. Vabim pa vodjo upisa abonmajev Emo Peruš, da nam na kratko pove o tem, kje, kdaj in kako lahko te stvari izvedete. Hvala, Ema. Hvala, abonmaje smo že začeli upisovati, prijazno vabljeni v prostore v Opero, kjer nas lepo in prijazno gostijo, kot rečeno, že za 3. sezono. 426 4305, abonma@drama.si, pišite mi, pokličite me od 2 do 5 vsak dan, pokličem, odpišem pa tudi že prej. Abonma v Drami je fajn, pa še splača se. Eto. Ja, in če... Ja, lejte, zdaj bi si mogoče bolj želeli, da tega sonca ne bi bilo, ker se vsi že pečemo, ne? Ampak včasih je dobro, da bi rajše, da dežuje, najbrž ne. Ampak predstava zvečer ne bo odpadla, tudi če bo padalo, ne? In če zdaj Bojan, ki je tamle, če v stolih starec in starka nekako gledata svoj zadnji sončni zahod oziroma mogoče čakata svoj zadnji sončni vzhod in če v češnjevem vrtu nekje proti koncu piše: Ko da sta samo na to čakala, se vržeta drug drugemu okoli vratu in ihtita udržano, tiho. Bojita se, da jo ne bi slišali. In potem Čakaj. Nekdo reče: zadnjikrat gledam te stene. Pa če pogledate zadaj te stene, res, zadnjikrat gledam te stene, ta okna, ja, in potem piše, odideta oziroma gresta, ja, in piše, prizorišče ostane prazno. Slišati je, kako zaklepajo vsa vrata, vse potihne. V tišino se razležejo votli udarci sekire po drevesu. Zaslišijo se koraki, skozi desna vrata se pojavi Firs. In reče: zaklenjeno, odšli so, name so pozabili. In še doda: nič za to, tukaj bom posedel. In kot da bi vsem odgovoril Koltes, ko Zuko na vprašanje, kako zbežati. Kako ti je uspelo zbežati? Reče: navzgor. Ne les čez zidove. Za vsakim zidom je vedno nov zid, nova ječa. Samo navzgor. Samo navzgor. Nikoli jim ne bo uspelo zgraditi zidu med zemljo in soncem. Hvala, da ste bili tu. Upam, da je bilo tako, kot smo rekli, da bo to kratko, jedrnato in absolutno nespektakularno.